Združeni narodi so leta 2017 20. maj razglasili za svetovni dan čebel, ravno na pobudo, ki je prišla iz Slovenije. 20. maja 1734. leta se je namreč rodil Anton Janša, oče evropskega čebelarstva, ki je predstavil marsikatere zelo pomembne spremembe na področju apikulture. Ena je recimo tudi paša čebel, danes ne mitologično, takrat to ni bilo. V 18. stoletju je bil prvi učitelj čebelarstva na Habsburškem dvoru pod vladavino Marije Terezije. Predstavil je marsikaj novega, kot smo slišali, njegov in torej slovenski najstarejši čebelnjak pa si lahko ogledate v bližini Žirovnice. Zdaj sedim pred najstarejšim slovenskim čebelnjakom. Anton Janša se je rodil 1734. leta in do 1877. leta je tule stal njegov originalni čebelnjak, potem pa so ga mogli preurediti. Bil je akademski slikar, zato pravijo, da so vse te umetniške storitve na panjih njegove. Bil pa je tudi prvi učitelj na Dunajski šoli čebelarstva, ki jo je ustanovila Marija Tereza. Napisal je veliko knjig, poznan je bil kot prvi moderni čebelar, namreč spremenil je obliko in velikost panjev. Tako so se lahko združevali v blok. Trdil je tudi, da je čebele potrebno peljati na pašo. Torej, bil je resnično nekdo, ki je imel veliko znanja o čebelah, doprinesel nam je mnogo tega znanja, kajti še danes se ga uporablja. V Čebelarskem muzeju v Radovljici je zdaj že tradicionalno na ogled razstava o Antonu Janši ob svetovnem dnevu čebel. A ste vedeli, da greste lahko na vodene izlete in ture pod izkušenim vodstvom čebelnih turističnih vodičev? Jaz nisem. Znanstvene raziskave kažejo, da bi v le 4 letih po izumrtju čebel izumrli tudi mi. So pomemben in ključen del kroga življenja, saj oprašujejo več kot 170 vrst rastlin. In vsi tisti, ki ste zdaj pomislili, kaj nas brigajo vegani, mi bomo jedli meso, dragi moji, kaj pa jejo kravice in ovčke in tako naprej. Torej, čebele so še kako pomembne, njim pa najbolj škodujejo pesticidi, izguba naravnega prostora, tudi hladne zime. Kako jim lahko pomagamo? Spomladi ne trgati cvetlic, ampak na travnike, v vrt, kjerkoli čebelice so, pripravite neko takole kopel. Potrebujete samo posodo, dobrodošlo pa je, da date noter kamne, frnikole, oziroma najboljši so plutasti zamaški, ker plavajo. Namreč čebele ne znajo plavati, se velikokrat utopijo. Razmislite, ali resnično potrebujete pesticide, če imate vrt, če imate travnik in koliko strupa dejansko oddajate v naravo. Kot vidimo, čebele so zelo pomembne, torej dajmo paziti.